Družba, dobro jutro. Danes sem malo bolj zgodan, evo, je še malo temno zunaj, ampak prav je, da zgodaj začnemo, da se čez dan kaj naredi. Eno posebno vprašanje, a se komu dozdeva, kaj je tukaj za mano? Tole gre v kratkem v izdelavo. In ja, odgovor je kubi hiška, to ni bilo težko ugotoviti, ampak kakšna? To gremo pa zdaj naprej pogledati, ker ta bo pa tipska in ima zelo poseben namen. No, tista konstrukcija, ki ste jo prej videli zunaj, se imenuje vrtni boks. In ko bo končan, bo videti takole. In ta vrtni boks je v bistvu zelo podobna varianta kot vrtna hiška, samo da ima dve zelo pomembni razliki. Je poenostavljena verzija, to je prva razlika, se pravi, za nas to pomeni, da jo sestavimo hitreje, ampak kljub temu iz enakih materialov. Druga stvar, ki je pa tudi ključna pri tem, je pa nižja cena, ker je tipska. In ta pride v poštev za vse tiste, ki niste zahtevni, ki si še zmeraj želite visoke kvalitete, ki si še vedno želite lepih materialov, natančnih detajlov, ampak na račun kakšnega detajla manj, pa poenostavitve pri tehničnih rešitvah, mislim, da bo vrtni boks cenejši od kubi hiške tam nekje med 20–30%. Tako da bomo videli, kaj nam čas prinese, ampak mi gremo od razvojem v to smer in čim bo končan, vam ga tudi v živo pokažem. In preden mi zastavite naslednje vprašanje, vam bom odgovoril že kar jaz. Ziher vas zanima, koliko to stane. In zdaj imamo tukaj pri tipskih boksih na voljo 4 različice. Od tega je prva najbolj enostavna, se pravi 2,5 metra x meter pa pol za shranjevanje, stane 2800 evrov. Naslednja, mačkam večja, v katero lahko spravite praktično kompletno vrtno orodje v dimenziji 3x2, stane 3300 evrov. Zgleda približno takole. In naslednja varianta je kubi kolesarnica, v katero spravite 2 kolesa, je taka zelo majhna, praktična in ima tudi gor na stropu take sani drsne, zato da lahko kolo pnete gor pa ga noter zaslajdate. Ta stane 2000 evrov. Ponovno pa še eno specifično zadevo, če ste si lansko leto, neprimerno leto, umislili motor, pa ste se z njim bolj malo vozili, pa ste veliko razmišljali, kam ga boste zdaj pospravili, ker zanj še nimate prostora. Imamo na voljo kubi tipsko garažo za motor, ki pa zgleda takole. Kar pa pri vrtnih boksih ne smem pozabiti omeniti, je to, da se lahko boksi zlagajo en ob drugem, tudi za kakšna večja stanovanjska naselja, za večstanovanjske hiše, za bloke in tako naprej, tako da z večjih enot lahko sestavimo eno veliko. In to še vedno, kljub temu, da so zložene skupaj, izgleda ful dobro in ful moderno. In verjamem, da je to ful huda alternativa, če živite v enem majhnem bloku, kjer se da sosedi še kaj zmeniti in imate v bistvu vsi enako urejeno shranjevanje za vrtno orodje, tisti, ki ga imate, ali pa namesto kletiče blok ni podkleten. Evo, z moje strani je to. Upam, da se tudi vi veselite novih izzivov, ki vam jih prinaša letošnje leto, tako kot se jih veselim jaz. Želim vam vse dobro, vse lepo, pa se vidimo, slišimo čez 2 tedna. Čau, čau!